Lep pozdrav vsem v imenu, bom rekla, naše mini ekipe. Zdaj odzvala se bom na to, kar je Zvonka rekla na začetku. Res je, vedno se odzovem ali pa odzovemo zaradi tega, kar se nam zdi pač pomembno, da se kulturne ustanove s svojimi programi in dejavnostmi predstavljamo na področju izobraževanja, kjerkoli je to mogoče. In ob tej priložnosti se Zvonki, pa seveda tudi Andragoškemu centru v celoti, ker z vami res dobro sodelujemo, zahvaljujemo, da nam date danes priložnost, da se pravi z Nado, sodelavko Požar Matjašič iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, in se pravi z moje strani prihajam z Ministrstva za kulturo, pa seveda s kolegi iz kulturnih ustanov, z različnih področij predstavimo dejavnosti, potem programe in projekte, ki poudarjajo in bomo poskušali pravzaprav predstaviti, kako nas kultura bogati in kako nas povezuje. Preden pa predam besedo Nadi, bi samo povedala, kako bomo si sledili danes v popoldanskem času, se pravi z Nado bova najprej na kratko predstavili, kako in zakaj skrbimo za povezovanje kulture in umetnosti ter vzgoje in izobraževanja. Po najinem prispevku pa bodo, tako kot vidite na prosojnici, sledile kratke predstavitve nekaj izbranih področij kulture ter primerov dobrih praks, kulturno-umetnostne vzgoje oziroma neformalnega izobraževanja odraslih na področju kulture. Najin prispevek je bolj splošen, potem pa bodo stvari zaživele bolj skozi te primere dobrih praks. V tem splošnem delu pa, zato ga želiva tudi predstaviti, da nekako poudariva, kako je pomembno, se pravi, zagotavljati dostopnost različnih umetnosti za različne ciljne skupine. Zdaj pa predajam besedo kar tebi, Nada. Hvala, vsem lep pozdrav v mojem imenu tudi. Nataša, boš naslednji slajd? Prosim, hvala. Kulturno-umetnostna vzgoja se z vsebinami, projekti, programi in dejavnostmi umešča v vsa področja našega življenja. In za sistematičen, kakovosten in celovit razvoj kulturno-umetnostne vzgoje skrbita tako Ministrstvo za kulturo kot Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, saj gre za področje, ki je na presečišču kulturnega in vzgojno-izobraževalnega resorja. S kulturno-umetnostno vzgojo razvijamo različne kompetence, na primer pismenost, socialne in čustvene kompetence, seveda pa v prvi vrsti kompetenco kulturna zavest in izražanje, preko katere spodbujamo spoznavanje, razumevanje lastne kulture, občutek kulturne identitete, kar predstavlja osnovo za odprtost in spoštovanje do drugih kultur, trajnostni razvoj kot velik izziv 21. stoletja ter ustvarjalnost, ki vključuje radovednost, kritično razmišljanje in pa domišljijo. Na področju kulturno-umetnostne vzgoje sta uveljavljena dva pristopa, in sicer vzgoja poučevanje v umetnosti, kjer je poudarek na spoznavanju posameznih umetnosti, na doživljanju umetniških vsebin in stvaritev v vzgoji in izobraževanju dajemo velik poudarek tudi doživljanju kakovostne profesionalne identitete. Drug pristop pa je vzgoja poučevanje oziroma skozi umetnost, pri tem pristopu pa kulturno-umetniške vsebine oziroma metode dela in tehnike umetniške, seveda, uporabimo kot motivacijo ali kot izhodišče za obravnavo določene vsebine. Prosim, Nataša, naprej, tako. Kulturni bazar je medresorski projekt, v katerem so glavni nosilci Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in pa Zavod Republike Slovenije za šolstvo, v sodelovanju s profesionalnimi kulturnimi ustanovami, to so javni zavodi in nevladne ustanove in pa partnerji, različna ministrstva, fakultete in nevladne ustanove. In častni pokrovitelj projekta je Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, Cankarjev dom pa izvršni producent. Kulturni bazar, kot vidite na tej prosojnici, predstavlja nacionalno stičišče kulturno-umetnostne vzgoje in vključuje različne
dejavnosti. Portal Kulturni bazar, tu najdete številne informacije. Najdete katalog kulturno-umetnostno vzgojne ponudbe za posamezna umetnostna področja kulturne umetnostne vzgoje. Zdaj, če pogledate na turkizne šestokotnike na levi strani, vidite z rumenimi črkami so zapisana vsa umetnostna področja. Potem najdete na portalu Kulturnega bazarja tudi gradiva, tudi za vsa ta področja, različna e-gradiva, knjižna, video, audio, ter seveda splošna gradiva o kulturi, o kulturno-umetnostni vzgoji in tematska za posamezna področja, na primer za zdravje, za šport. V času covida pa je bil tudi vzpostavljen zavihek kulturno-umetnostne vzgoje na daljavo. Na portalu najdete tudi informacije o nacionalni mreži, če pogledamo zdaj roza razdelek. S to nacionalno mrežo kulturno-umetnostne vzgoje želimo zagotoviti dostopnost do kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje. Imamo nacionalni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki obeh ministrstev in javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, kot so Center za poklicno izobraževanje, Zavod za šolstvo, Andragoški center Slovenije, Urad za mladino. Pomembna je vloga nacionalnih koordinatorjev za posamezna umetnostna področja. To pomeni, da imamo na Ministrstvu za kulturo za vsako področje umetnostno določeno kulturno ustanovo, ki povezuje potem vse ustanove z tega področja. Na primer, za bralno kulturo skrbi Javna agencija za knjigo, za gledališče Slovenski gledališki inštitut. In vse te informacije najdete na portalu Kulturni bazar. Za razvoj kulturno-umetnostne vzgoje pa so pomembni koordinatorji, ki so registrirani v vzgojno-izobraževalnih zavodih, v kulturnih ustanovah in v lokalnih skupnostih. Registrirani koordinatorji kulturno-umetnostne vzgoje prejemajo mesečna obvestila, s katerimi se informirajo o glavnih dogodkih za posamezna področja. Prav tako pa prejmejo tudi kartico, s katero jih določene kulturne ustanove potem povabijo oziroma jim omogočajo prost vstop ali popust za določen dogodek, za razstavo in podobno. Zdaj pa tale roza razdelek. Kulturni bazar skrbi za nacionalna strokovna usposabljanja na področju kulturno-umetnostne vzgoje. Tu bi bilo treba seveda omeniti največjega, to je celodnevni kulturni bazar, ki poteka enkrat letno v Cankarjevem domu. Potem organiziramo tudi bienalne kulturne bazarje v regiji, drugo leto bomo organizirali prav tako, drugo leto, ja, v Kopru predvidoma, ki ti kulturni bazarji v regiji na nacionalni ravni predstavljajo kulturno-umetnostno vzgojno ponudbo, projekte in programe v posamezni regiji. Seveda pa tudi udeleženci celotne Slovenije tako spoznajo bolj podrobno kulturne ustanove in njihove programe za določene regije. Pripravljamo tudi usposabljanja za posamezna področja kulturno-umetnostne vzgoje, se pravi bralno kulturo, za kulturno dediščino, za intermedijsko umetnost in podobno. In v letu 2023 pripravljamo en tak velik medresorski posvet na področju glasbe, seveda s področja kulturno-umetnostne vzgoje. Posebej imamo tudi za koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje v kulturnih ustanovah pomladni posvet, ki ga imenujemo Potenciali povezovanja. V avgustu pa pripravljamo posvete za vse registrirane koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje, se pravi za vzgojno-izobraževalne zavode, za kulturne ustanove in za lokalne skupnosti. Tega pa imenujemo tkemo mrežo ustvarjalnosti. Na levi strani imate poleg teh področij umetnosti, ki so zapisana z rumeno barvo, tudi šestkotnike z belo barvo. Te pa označujejo pomembne člene v tej mreži kulturno-umetnostne vzgoje. Mreža kulturnih domov, recimo v Sloveniji, je pomembna za zagotavljanje boljše dostopnosti kulturno-umetnostnih vsebin po vsej Sloveniji, potem mreža JSKD, o kateri smo
že prej poslušali, prispevek pokriva področje ljubiteljske kulture in tudi seveda strokovna usposabljanja za ljubiteljske in obšolske dejavnosti. Potem je tukaj mreža muzejev in galerij, ki s svojimi vsebinami, programi, razstavami pokrivajo vsa področja umetnosti in kulture. Pomemben člen v tej mreži je RTV Slovenija, ki s svojimi programi predstavlja in podpira dejavnost na različnih področjih kulture in izobraževanja za različne ciljne skupine, in pa tudi arhivi, ki s svojo arhivsko dejavnostjo zagotavljajo dostopnost do različnih arhivskih gradiv, zgodovinskih virov in podobno. Nataša, beseda je tvoja. Spremljanje, sprejemanje in pa tudi dejavno ukvarjanje s kulturo in umetnostjo, bodisi ko smo v vlogi gledalcev, bralcev, poslušalcev ali pa v vlogi ustvarjalcev kot umetniki ali pa kot ljubiteljski ustvarjalci, pa tudi lahko zgolj udeleženci različnih umetniških ali ustvarjalnih delavnic in dogodkov. Vse to ukvarjanje pomembno prispeva k naši kulturni pismenosti in kulturni identiteti. Ali si bi lahko sploh predstavljali recimo danes življenje brez knjig, brez filmov, predstav, brez glasbe, brez televizije in radia ali pa brez možnosti, da bi lahko ustvarjali kot profesionalci ali pa kot ljubiteljski umetniki. Pogosto se še zlasti v širši družbi premalo zavedamo, kako vse te raznolike kulturne vsebine, stvaritve, možnosti, kako vse to pomembno prispeva k našemu celostnemu razvoju, tako osebnemu kot družbenemu. Vseživljenjsko dejavnost, spremljanje in ukvarjanje s kulturo in umetnostjo ne prispeva le k razvoju naše kompetence, kulturne zavesti in izražanje, temveč tudi k bralni, medijski in digitalni pismenosti, k naši motivaciji in nenazadnje za vseživljenjsko učenje in za ustvarjanje nasploh, pa tudi k motivaciji za to, da kakovostno in zdravo preživljamo prosti čas. Raziskave na področju zdravja in dobrega počutja posebej poudarjajo pozitivne učinke ukvarjanja z umetnostjo in kulturo na našo samopodobo, na našo socialno vključenost, prosocialno vedenje, pa tudi na družbeno participacijo in tudi dejavno, aktivno državljanstvo. Stik s kulturnimi vsebinami in dejavnostmi nas bogati in prispeva k celovitemu razvoju naše osebnosti, k razvoju naših interesov in s tem tudi boljši samopodobi. Raziskave na primer kažejo, da ima aktivna vključenost starejših v umetniške dejavnosti pozitivne učinke na njihovo zdravje, na njihovo dobro počutje in kakovostno staranje. Ljudje, ki recimo obiskujejo predavanja in delavnice s področja arhitekture in oblikovanja, se bolje počutijo, bolj skrbijo za svoje bivalno okolje ter imajo boljšo percepcijo zdravega bivalnega okolja. Vse to našteto ima pozitivne učinke na naše dobro počutje, na naše zdravje, še posebej duševno zdravje. In je neke vrste začaran krog, namreč naše dobro počutje in zdravje je pa pogoj za naše učenje in izobraževanje. In to velja za vse ciljne skupine, otroke, mlade, starejše. In lahko zaključimo, da sprejemanje in ukvarjanje z umetnostjo in kulturo pomembno prispeva k blagostanju naše širše skupnosti, od družine, razreda ali pa šole kot celote, delovnega okolja, pa tudi do družbe kot celote. Vse to potrjujejo tudi rezultati zbrani v metaanalizi Svetovne zdravstvene organizacije in tudi rezultati v poročilu, nedavno objavljenem poročilu projekta Kultura za zdravje, ki so ga predstavili v Evropskem parlamentu konec novembra. Obe metaanalizi kažeta namreč na pomembno vlogo umetnosti tako pri preventivi kot pri promociji zdravja. In ugotavljajo strokovnjaki, kako pomembno je, da pripravljamo raznoliko ponudbo in upoštevamo potrebe, pa tudi želje posameznih ciljnih skupin, da recimo pripravljamo neke programe ali pa dejavnosti, ki so namenjene ožjim ciljnim skupinam, seveda pa se zelo poudarja tudi medgeneracijsko povezovanje.
Na evropski ravni je skozi ta priporočila, skozi ta poročila se je oblikovalo celo priporočilo, da naj postane vključevanje kulture in umetnosti integralni del evropske zdravstvene strategije. V nekaj evropskih državah zdaj uspešno izvajajo projekt oziroma inicijativo Kultura in umetnost na recept, ko mladim in odraslim z različnimi zdravstvenimi težavami predpišejo tudi kulturno udejstvovanje, od petja v zborih, sodelovanja v različnih delavnicah, plesnih, oblikovanju gline, bralnih klubih, do obiskov razstav in pa tudi različnih delavnic v muzejih in galerijah. V okviru medresorskih projektov, ki jih je Nada prej omenjala, in pa v sodelovanju s kulturnimi ustanovami smo v teh zadnjih letih pripravili kar nekaj priročnikov, vsi so brezplačno dostopni na spletni strani Kulturnega bazarja, ki pokrivajo različne tematike. Priročnik o medosebnih odnosih skozi umetnost je bil prvi tak, potem pa so sledili priročnik skozi umetnost o zdravju, gost skozi umetnost in kulturo in najnovejši Kam me nese prav me nese, ki predstavlja kulturne poti po Sloveniji. Tega zadnjega smo se lotili ob letošnji temi Kulturnega bazarja, kultura, umetnost in dobro počutje. Zavedamo se namreč, da mnogi, da so bolj navdušeni nad športnimi dejavnostmi, niso navdušeni nad športnimi dejavnostmi, ampak da jih lahko recimo skozi neke kulturne vsebine, ki se navezujejo potem z gibanjem, kot je recimo hoja ali pa kolesarjenje, spodbudimo prav tako k gibanju. Da se jim zdi recimo hoja in kolesarjenje, ki se povezuje s kulturno dediščino, z nekimi zanimivimi vsebinami, bolj privlačno, in to spet velja za različne ciljne skupine. Vsa ta gradiva so uporabna tako v vzgojno-izobraževalnem procesu, kot tudi kot spodbuda za delo v okviru različnih oblik neformalnega učenja oziroma izobraževanja, tako v krogu družine kot v večgeneracijskih centrih, v kulturnih in drugih društvih, mladinskih klubih. Skozi zanimive in kakovostne kulturne vsebine, kot so recimo knjige, filmi, predstave, ustvarjalne delavnice otrokom in mladim, lažje približamo te tematike. Stik z različnimi kakovostnimi kulturnimi vsebinami in dejavnostmi nam na nek način odpre nove izkušnje. Lahko vstopimo v nek svet, ki ga poznamo, ampak kot zunanji opazovalci, ali pa vstopamo v povsem neke nove svetove, ki nas nagovorijo k vživljanju v svet drugih, ampak nam hkrati pomagajo tudi pri spoznavanju našega lastnega sveta, k razmisleku nas spodbudijo o lastnih izkušnjah in občutjih, k lastnemu kritičnemu pogledu na svet, k razpravi o drugačnosti, o predsodkih. Še posebej pomembno je ukvarjanje z različnimi kulturnimi, umetniškimi dejavnostmi, pomembno zato, ker mnogi med nami ugotovimo, da se morda bolje izražamo v nekem drugem jeziku, ne z besedo, da neke stvari lažje povemo z morda sliko. Prej smo videli, kako se krasno izraža v obeh medijih Ciril, na hitro, tudi v sliki. Prav ta aktiven in hkrati ustvarjalen proces nam zagotavlja, da vsebine potem, ki jih obravnavamo, na nek način bolj ponotranjimo in si jih zato tudi bolje zapomnimo. S tem delom sva z Nado nekako končali, v drugem delu se bova vključili tudi v kakšno razpravo, tako da se vam zaenkrat zahvaljujeva za priložnost. Če bi o vsem tem, kar sva predstavili, želeli izvedeti kaj več, vas vabimo na 15. jubilejni Kulturni bazar 31. marca. Veseli bomo, če se boste povezali z nami, se nam pridružili pri tem našem
naši skupni skrbi za ustvarjalen in zdrav način življenja. Letošnja oziroma tema bazarja 2023 bo ustvarjalnost za trajnostni razvoj. Veseli bomo seveda tudi, če se nam boste pridružili v naši nacionalni mreži. Sedaj pa kar k primerom dobrih praks. Ker imamo omejen čas, bomo danes predstavili le nekaj primerov dobrih praks z le nekaj področij umetnosti. Najprej se nam bo pridružila Barbara Kelbl, ki prihaja iz Kinodvora v Ljubljani. Nas bo na hitro, žal, popeljala v kinodvorane po Sloveniji, še zlasti pa v njihovo v Ljubljani. Barbari se zahvaljujem tudi zato, ker je čez noč nadomestila Živo Jurančič, ki se zaradi bolezni danes ne more pridružiti. Barbara, kar izvoli. Pozdravljeni. V Kinodvoru skrbim za šolski program, hkrati pa sem kar nekaj več kot desetletje skrbela tudi za program filmskih srečanj ob kavi. In to je tudi program, o katerem bom največ govorila danes. Z vami bi delila samo še nekaj slik. Kinodvor je mestni kino, ki ga je ustanovila Mestna občina Ljubljana kot javni zavod. To pomeni, da je v našem osrčju izpolnjevanje nalog, poslanstva, ki ga imamo kot javni zavod. Drugi pomembni nalogi pa sta, da poskušamo skrbeti za kakovost filmske kulture in za njeno raznolikost. Letno nas obišče približno 120.000 obiskovalcev, v času korone se je ta številka močno znižala, vendar zadnje leto, dve kažeta, da se obiskovalci radi vračajo v kino. Smo tudi del širše mreže, to je Art Kino mreža Slovenije. To je mreža 28 kinematografov oziroma kulturnih domov po vsej Sloveniji. V mnogih krajih, verjetno poznate, imate svoj lastni kino, ki včasih deluje tudi še kot gledališče, prostor srečevanj ali karkoli drugega. In skupaj z Art Kino mrežo poskušamo oblikovati kakovostno filmsko kulturno krajino. Kinodvor predstavlja nov tip kinematografa, ki je zelo močno vezan na termin, ki mu rečemo event cinema. To pomeni, da filma ne razumemo samo kot nekaj, nekaj, kar pasivno doživljamo, ampak ga poskušamo obdati z vsem, kar ustvarja celosten dogodek. Filmsko doživetje je več kot samo ogled filma, to je tudi srečevanje z filmskimi ustvarjalci, to so pogovori ob filmih, to so druženja na festivalih. Zelo močen pa je v Kinodvoru tudi izobraževalni element. Ne samo v Kinodvorovem šolskem programu, s katerim pokrivamo filmsko-vzgojnim delom rednega programa Kinovalon in Kinotrip za otroke, za družine in mladostnike, ampak poskušamo vključevati tudi izobraževanje odraslih. Naš kino je že od vsega začetka zasnovan kot kino za vse generacije. Tako nas obiskujejo tako mamice z dojenčki, z najmlajšimi otroki, potem obiskujejo nas v prostem času, v okviru vrtcev, kot najstniške skupine se pridružijo Kinotripu. Zelo pomembno in tako zelo srčno mesto pa ima naš program Abonma za poznejša leta, ki smo ga oblikovali že ob samem začetku Kinodvora leta 2009. In v njem poskušali odgovoriti na potrebe naših najstarejših obiskovalcev, ki nas sicer obiskujejo v rednem programu, vendar so se druženja z njimi pokazala, da
se pojavljajo potrebe, ki jih pa naš redni program ne izpolnjuje. Zato smo leta 2009 oblikovali abonma, v katerem smo združili 12 ogledov filmov. Temu je botrovala ugotovitev, da obstaja velika skupina ljudi, ki obisk kulturne ustanove v večernih urah ali pa v pozno popoldanskem času ne ustreza vedno najbolje. Takrat je tema, nekateri imajo v popoldanskih urah tudi obveznosti, bodisi kot babice, dedki, bodisi sami svoje obveznosti. Mnogim se je pokazala ustreza dopoldanski čas. Nekaj, kar so izobraževalne ustanove, tako kot je Univerza za tretje življenjsko obdobje, zaznale že zelo hitro, že zelo kmalu. Kulturne ustanove pa mislim, da smo se temu pridružile kasneje. In ko se je Kinodvor podal na to pot, je doživel zelo dober odziv. Abonmajski program, ki je bil zasnovan kot 1 do 2 srečanji mesečno ob 10. uri dopoldan, je zelo hitro doživel izjemen odziv. Obiskovalci kmalu po objavi so pošla prosta mesta in za obiskovalce smo morali odpreti dodaten termin ob 15. uri. Kako oblikujemo ta program? Takole se videti naša filmska srečanja. Temelj našega programa še vedno ostaja skupen ogled kakovostnega filma. To je tisto osrednjo, kar nas združuje. Potem pa temu sledi pogovor. Ta pogovor tudi posnamemo za vse obiskovalce, ki so na kasnejši projekciji ali pa ki si morda filma niso mogli ogledati na tej projekciji, so ga gledali kje drugje ali ga morda gledajo v kakšnem drugem kinu prek DVD-ja. Se pravi, vsakemu filmu sledi pogovor. Pogovor vodijo moderatorke. Prva naša moderatorka, ki je pomagala sooblikovati program in tudi nanj močno vplivala, je bila gospa Mirjana Borčič. Ona je znamenita filmska pedagoginja, ki je celotno svoje življenje zelo ustvarjala filmsko vzgojne programe za mlade in seveda tudi v njenih poznejših letih ji žilica ni dala miru in je skupaj z nami zasnovala filmsko vzgojni program pa za odraslo, starejšo publiko. Potem se nam je čez nekaj let pridružila Helena Kodar, znamenita filmska ustvarjalka, dokumentaristka. Potem je prevzela vodenje Ingrid Kovač-Brus, radijska urednica, filmska kritičarka, Zoja Skušek za kratek čas, zdaj pa ga vodi Irena Matko-Lukan, urednica na Mladinski knjigi, urednica leposlovja za otroke na Mladinski knjigi in s tem povezuje film še z eno dimenzijo, s katero se pogosto povezuje, to je s knjigo. In v zadnjem letu se je pridružil še somoderator Toni Cahunek, mlad moderator, novinar, voditelj, igralec, režiser. Naš moderator na vsak pogovor potem povabimo skupaj enega gosta. Gosti so zelo različni, poskušamo, da prihajajo z različnih področij, da so to tako filmski ustvarjalci, kot strokovnjaki za posamezna področja, kot ljudje, ki si delijo morda samo neko izkušnjo, ki jo vidimo s filmom, neko kulturno ozadje, neko zgodovino in vsak od njih poskuša na svoj način osvetliti v pogovoru z obiskovalci našimi film, ki so si ga pravkar ogledali. Zato namen pogovorov ni predstavitev gosta, ampak gostovo odzivanje na film. K temu poskuša kar v dialogu običajno spodbuditi tudi obiskovalce oziroma obratno. Obiskovalci naši so že tako udomačeni, da so oni tisti, ki gosta velikokrat vodijo skozi film. Po filmu sledi ves del, pomemben del srečanj je tudi druženje. Tako je bilo zasnovano že tudi ob samem začetku, želja, ko smo oblikovali ta program,
z Mirjano Boršič nama je bila tudi, da ljudi v poznejših letih povežemo v nekem prostoru, ki si ga delijo, zato smo omogočali ob ogledu filma tudi brezplačno kavo ali čaj, in se naši obiskovalci družijo tudi pred ogledom ali pa ogledu filma. Zdaj samo za občutek, takole, da se videti naša druženja. Samo za občutek bi letela skozi naš letošnji program do januarja, potem se nadaljuje program še do maja. Imeli smo recimo, začeli smo z novim filmom, takrat čisto svežim filmom Matevža Luzarja, nadaljevali z Malo mamo, izrazito avtorskim filmom francoske režiserke Céline Sciamma. Potem smo se preselili prejšnji teden na festival Animateka. Želja je, da naši obiskovalci spoznavajo različne oblike filmov, da poleg igranega filma spoznavajo tudi dokumentarni film in tudi animirani film, čeprav veljajo predsodki, da je to nekaj za otroke. Prav Animateka pokaže, da animirani film lahko nagovarja prav vsakega gledalca, seveda pravilno izbrani animirani filmi. Kmalu se srečamo v Vojvodi, ki je ena taka zanimiva, zgodovino navdahnjena, topla drama, in sledi dokumentarni film Snežni leopard. Kaj ugotavljamo v teh 13-14 letih, odkar potekajo naša druženja? Prvo je, da ves čas poskušamo ohraniti središče na tem, kar je naše osnovno poslanstvo, in to je, da predstavljamo kakovostne filme, ne glede na to, kdo so naši obiskovalci. To so filmi, ki prihajajo iz naše redne ponudbe, tudi kak film, ki ga nismo uspeli zavrteti v Kinodvoru, vendar zbiramo z enako zahtevno pinceto ali pa sitom, kot bi izbirali za katerokoli drugo občinstvo. Nekateri od teh filmov so zahtevnejši, nekateri so bolj komunikativni, ampak skozi vsa ta leta se je pokazalo, da se občinstvo na to dobro odziva in da je to publika, ki ravno tako kot vse druge ne potrebuje podcenjevanja, prilagoditev. Potem pokazalo se je, to je bilo zanimivo, da naši obiskovalci v poznih letih ne želijo filmov samo o svoji generaciji, ampak da je to pravzaprav le majhen del filmov, ki jih kažemo, ampak da jih zanimajo vse teme našega življenja. Ni omejitev, so zelo družbeno angažirani običajno, zanima jih današnji svet, zanimajo jih odnosi in to med različnimi generacijami, zanimajo jih izkušnje. Skratka, v programu ne zajemamo samo iz tistih filmov, ki naj bi govorili o njih samih, ampak poskušamo zajeti celoto njihovega bivanja, doživljanja, razmišljanja o svetu. Tudi ta publika je zelo raznolika. Obiskovalci v poznejših letih niso en sam obiskovalec z enakimi potrebami, z enakimi željami, z enakimi zahtevami. Sprva se je na to zelo dobro odzvala ženska publika, najprej so nas obiskovale predvsem ženske, mogoče 95% je bilo žensk v publiki, potem pa smo z veseljem začeli opažati, da kapljajo zraven njihovi partnerji. Očitno so žene, ki so bile dopoldne v Kinodvoru, prišle domov in prinesle sabo toliko dobre volje ali pa dobre energije, da so počasi začeli z njimi dopoldne kapljati tudi moški, njihovi možje. In potem je seveda vsak moški, novi moški obiskovalec povzročil, da so se opogumili še drugi možje. In danes je publika filmskih srečanj zelo pisana in moram reči, da sem tega zelo vesela. Je bil pa potreben tudi na naši strani premislek. Od filmov, ki govorijo o odnosih in so bili zelo lepo sprejeti, smo počasi morali vključiti z eno glavo, z mislijo, videli ste, da smo ustvarjalke tega programa bile ženske, ampak smo morali začeti razmišljati tudi o tem, kaj bi radi gledali moški v poznejših letih.
Pogosto se programu pridružijo tudi druge generacije, recimo tisti, ki imajo čas dopoldne, ampak jih ni tako malo, samozaposleni, študenti, ljudje, ki so v tistem času doma, ki morda delajo od doma, tako da to ni generacijsko omejeno druženje, čeprav smo prvenstveno nagovarjamo to. So zelo aktivna publika, zelo se vključujejo, redno spremljajo program, se odzivajo, kritizirajo in pohvalijo, izražajo želje, pričakovanja, nenehno poteka dialog z občinstvom. In pa zelo pomembna so bila naša sodelovanja in povezovanja z Univerzo za tretje življenjsko obdobje, pomagali so nam že pri sami postavitvi programa, s četrtno skupnostjo. Kino vedno lahko funkcionira tudi kot središče kulturnega dogajanja v neki okolici, lahko je to četrtna skupnost, vas, kraj, mesto. To se je potem pokazalo tudi po Sloveniji. Centri, dnevni centri aktivnosti, kulturna združenja, domovi za ostarele, posebne skupine, varstvene skupine za starejše. Skratka, poskušamo se zelo veliko povezovati, prav zato, da bi lahko resnično odgovarjali na potrebe in ponujali kakovosten program. V koroni so se dogodile nekatere spremembe, prav ti naši obiskovalci so bili najbolj ranljiva skupina v tistem času in zato so bili med prvimi, ki so se umaknili iz kulturnih ustanov zaradi svoje varnosti, ampak ta njihova ranljivost se je pokazala tudi v tem, da so bili mnogi od njih socialno izolirani v tistem času. Medtem ko smo bili delovno aktivni še vpeti v delovne procese, otroci v šolo, so se mnogi naši obiskovalci znašli v socialni izolaciji in ker je bil kino, tudi potem, ko se je počasi začel odpirati za mnoge, vendarle v času, ko se še ni vedelo, kaj to pomeni, so se bali, smo zelo kmalu ugotovili, da se moramo z njimi povezati in tudi oni so izrazili željo, da bi ostali povezani tudi v času, ko so bile kulturne ustanove zaprte. Zato smo takrat oblikovali spletni program. Nekaj časa smo imeli pomislek, ali ima tak spletni program sploh smisel v času, ko obstajajo televizije, neštete spletne platforme z brezplačnim programom, vendar se je pokazalo, da tudi odrasla populacija, starejši, potrebujejo kuriran program in potrebujejo program, ki ponuja več kot samo pasivni ogled, potrebujejo naše pogovore, druženja, to, da se redno srečujemo, debatiramo in zato smo uvedli ta spletni program. Po odprtju je bil hibriden, ampak potem po odprtju se je zelo hitro pokazalo, da se tudi ljudje v poznejših letih želijo vrniti v kino, tako da pretežno program poteka v kinu. Mislim, da imamo samo še nekaj abonentov na spletu, na prstu ene roke, mislim, da jih je. Smo jo pa obdržali to izvedbo kot rezervo. Kino je vendarle nek fizični prostor, ki omogoča drugo kakovost srečevanj, kot je to drugje. Podobni programi kot pri nas so potem potekajo tudi po drugih kinematografih. Svetujem, da pobrskate po njihovih spletnih straneh, jih vprašate, poiščete njihove programske knjižice. Sama vem, da poteka na Ptuju filmska čajanka, taka zelo srčna in lepa. Podoben program je imela Kino Radovljica, mislim, da so ta hip v zamrznitvi, ampak mislim, da razmišljajo o buditvi. Domžale ima srebrno platno, tako da vas vabim, da se kar najbolj povežete. Tisti, ki nimate kina v bližini, pa vendarle obstajajo možnosti ogleda kakovostnih filmov, ki jih lahko vidite v kinu, tudi drugod. Mi se močno povezujemo z slovenskimi knjižnicami, tako v programih za otroke, tukaj je se uveljavlja znamka Kino Balon priporoča, kot za filme za odrasle. Knjižnice imajo bogato zalogo DVD-jev in knjižnična izposoja velja tudi za filme iz baze slovenskega filma, tudi ta je v veliki meri dostopna na spletu.
Mogoče bi upozorila samo še na tole zadnjo fotografijo. Tale prva v levem zgornjem kotu je iz naših zdajšnjih srečanj. Letos smo še obdržali to razdaljo med obiskovalci, zato da bi bili varni, ampak tistale spodnja je pa zabavna, žal ne bo, mislim, da nikoli več prišla v poštev. To so pa ena od naših prvih filmskih srečanj ob kavi, kjer smo bili stisnjeni kot srdelce, ampak noben ni šel domov, nihče ni zamudil pogovora. Žal, zdaj ta tako zgoščena oblika druženja ni več mogoča, je pa dala neko tako posebno intimnost, ampak ta se ohranja tudi zdaj v dvorani naprej. Barbara, najlepša hvala. Kakšno vprašanje? Mislim, da bomo zaradi časa se morali kar premakniti na naslednjo področje umetnosti. Res hvala. Sem pa prepričana, da bo tvoja predstavitev spodbudila še kakšno čajanko v kakšnem drugem mestu, kjer je Art kino mreža, ker to Art kino mreža tudi sicer ponuja. Zdaj pa vabim Brigito Strnad, da nam predstavi bogato dejavnost umetnostne galerije Maribor. Brigita, kar beseda tvoja. Najlepša hvala za povabilo in predstavitev. Glede na temo moje predstavitve bi se lotila kar prvega vprašanja. Zato mi ne gre naprej, ne vem zakaj. Gre. Torej, na kratko bi odgovorila na vprašanje, kaj sploh je moderna in kaj je sodobna umetnost, torej umetnost 20. in 21. stoletja. Najpogostejši komentarji o moderni in sodobni umetnosti so, da jo je težko razumeti, da ni lepa, ni všečna, da je kar nekaj, zlasti laična javnost, se od nje počuti odrinjena. Sama delim mnenje za tistimi, ki pravijo, da je vsaka umetnost težko razumeti. Če smo navdušeni nad tem, kako natančno in lepo je naslikana ali izklesano kakšno umetniško delo, še ne pomeni, da smo se vanj res poglobili. Ne glede na to, iz katerega stoletja je umetnina, si je zanjo potrebno vzeti čas, jo opazovati, gledati, o njej razmišljati, si o njej postavljati vprašanja in nanje iskati odgovore. Kar pa pravzaprav ne velja samo za umetnost, gre za nekaj povsem življenjskega in umetnost je vselej odraz življenja. Ampak vseeno na kratko. Torej, moderna umetnost nastopi v času industrijske revolucije, konec 19. stoletja, umetniki ustvarjajo v zunanjem prostoru, na ulicah, na polju, med preprostimi ljudmi, odslikujejo življenje, največ samo bogatih mecenov in se vanjo vedno bolj poglabljajo. Bolj se poglabljajo, bolj postaja umetnost abstraktna, nadrealna, včasih temačna, kričeča. O sodobni umetnosti pa začnemo govoriti približno v 60. letih prejšnjega stoletja, ko na njeno področje začnejo vstopati tehnologijo in se ne pogovarjamo več samo s slikarji in kiparji, temveč tudi s fotografi, videasti, računalniški umetniki, večmedijskimi umetniki in tako dalje. Večinoma se ukvarjajo z družbeno kritično umetnostjo, opozarjajo na probleme ekologije, neenakosti in druge krivice. Namen takšne umetnosti seveda ne more biti, da bi nam bila všeč, temveč, če še enkrat ponovim, da si zanjo vzamemo čas, se vanjo poglobimo, se sprašujemo in iščemo odgovore in s tem morda v življenje vnesemo kakšno spremembo. Doživljanje umetnosti pa je vsekakor najbolj intenzivno takrat, kadar se z njo srečamo v neposrednem stiku, torej v živo. In kje so ti prostori moderne in sodobne likovne umetnosti? Torej, če se pogovarjamo o slovenskem prostoru, je tukaj na tej strani predstavljenih nekaj javnih ustanov,
ki se ukvarjajo z moderno in sodobno vizualno umetnostjo. Vidite, da so razpredene po celotnem slovenskem prostoru, torej od Kopra do Murske Sobote, potem so tukaj zasebni nevladni zavodi in vsekakor je potrebno v tem primeru tudi omeniti umetnost v javnem prostoru. Znana je zbirka na 4 lokacijah v Sloveniji, tako imenovana Forma Viva, potem so tukaj spomeniške postavitve in druge umetniške sledi v javnem prostoru. Torej, kaj se v teh prostorih dogaja, bom nekako predstavila na primeru iz moje matične ustanove, torej Umetnostne galerije Maribor, in jo bom čisto na kratko predstavila. Torej, UGM, kot jo večina najbolje pozna pod kratici, je drugi največji muzej za moderno in sodobno likovno umetnost v Sloveniji, z zbirko več kot 9000 slik, kipov, videov, instalacij, predvsem umetnikov severovzhodne Slovenije, časovnega obdobja, ki sem ga že omenila, torej 20. in 21. stoletje. Na leto v naših razstaviščih pripravimo približno 20 umetniških razstav. To so lahko razstave slovenskih umetnikov in umetnic, občasno pa seveda pripravljamo tudi razne mednarodne prireditve. Struktura našega izobraževalnega programa je podobna, kot je ponudba izobraževalnih programov v drugih slovenskih muzejih in galerijah in pravzaprav kar po svetu. Torej, če je umetnost težko razumeti, mi seveda na tej poti lahko pomagamo tako najmlajšim in seveda potem po vertikali navzgor do odraslih, starejših odraslih, in seveda so v to vključeni tudi skupine s posebnimi potrebami. Seveda, da so tudi same razstave oblikovane na ta način, kolikor obiskovalke in obiskovalci pridejo na ogled razstave sami, da se vanjo razstavo lahko poglabljajo s pomočjo razstavnih katalogov, zloženk, teksti, ki spremljajo razstavo, gradivo za družine in tako naprej. In seveda tudi spletna stran in drugo e-gradivo je tukaj priročno. Torej, najpomembnejša usmeritev naših izobraževalnih programov pa je seveda srečanje z umetniškim delom iz oči v oči, kar sem prej že omenila. Začela bom pri medgeneracijskih dejavnostih, torej, kjer odrasli pridejo v muzej oziroma v galerijo v spremstvu svojih najmlajših otrok, vnukov, nečakov, nečakinj. Namen teh dejavnosti je po eni strani, da otroci, torej najmlajši, pridejo v nek nov, neznan prostor v spremstvu odraslih, poleg katerih se počutijo sproščene, in hkrati so jim tukaj odrasli lahko en pozitivni vzor, kadar so tudi sami radovedni. In odrasli in starejši seveda pri takšnih dejavnostih niso samo pasivni spremljevalci, v te medgeneracijske dejavnosti vključujemo aktivno, torej da tudi sami ustvarjajo, da se tudi sami učijo, da tudi sami pridobivajo neke nove izkušnje. Omenila bi naš projekt, ki smo ga pred kratkim zaključili ob razstavi Prezretnost in pristranost narodne noše. Smo povabili različne generacije, od otrok iz vrtcev, srednješolcev do starejših v domu Danice Vogrinec, da so pripravili šivanice, ki smo jih povezali v 2 večji krpanki, ki sta postali del razstave. Sodelovalo je približno 200 oseb, torej raznolikih tako po spolu, torej moških in žensk, in seveda
starostna raznolikost. Seveda vsebina se je vsekakor navezovala na razstavo, ki je takrat bila na ogled v galeriji. Torej, po medgeneracijskih programih je tukaj naš stalni program za odrasle, to so otvoritve razstav, javna vodstva, predavanja, simpoziji. Na grobo bi delila tale program, na eni strani program za strokovno javnost, kjer se neke vsebine umetniške razstave lotimo zelo poglobljeno na neki strokovni način. Na drugi strani pa so razni programi, v katere bolj vključujemo laično javnost, naprimer ob razstavi Eko 8, kjer se je torej umetnost povezovala z ekologijo in je razstava bila postavljena v nekdanji tovarni MTT v Mariboru, smo na naše aktivnosti vabili tudi nekdanje bivše zaposlene iz tovarne MTT. Seveda so to bili predvsem odrasli starejši, ki so govorili neke svoje izkušnje z tem prostorom, ki je seveda v okviru te razstave imel zelo pomembno interpretacijsko vlogo umetnosti. Laična publika, kot tudi strokovna publika je prišla v poštev v našem projektu Pod lupo, kjer našo zbirko predstavljamo tudi v drugih prostorih, naprimer tukaj smo dela iz naše zbirke za motivi cvetja predstavili, poleg tega, da se je predstavljalo v galeriji, tudi v Arboretumu Volčji potok, in umetnine so razlagali tudi strokovnjaki z področja botanike, torej tu v tem primeru je bil tukaj strokovnjak za okrasno rastlinje. Podoben projekt smo tudi naredili z motivi umetnin, z motivi ptic, kjer smo se povezali tudi z stroko in smo poleg razstav in programov potem naredili še članek v strokovni reviji, kjer so nastopale tako naše umetnine, interpretacije, moje sodelavke, kustosinja za zbirko in pa strokovno besedilo strokovnjaka za ptice. Potem so tukaj razne likovne ustvarjalnice za odrasle in starejše odrasle, ki jih vodijo umetniki. Srečanje z umetniki je en tak dober primer prakse, kjer dobivajo obiskovalci in obiskovalke neki vir informacij iz prve roke. Še vedno pa velja, da se stvar, aktivnost dogaja v tem navdihujočem okolju razstave in umetnin, razstavljenih umetnin. Pred kratkim smo za mariborsko javnost pripravili tudi v sodelovanju z drugimi kulturnimi ustanovami v mestu, Mariborčane in Mariborčanke smo povabili z avtobusi v mestne četrti. Umetnostna galerija Maribor je v tem primeru predstavljala umetnost v javnem prostoru, torej z umetniško zbirko druge polovice 20. stoletja. Poleg tega redno že več let Mariborčane in Mariborčanke vabimo tudi na vodstva s kolesarjanjem, kjer v sodelovanju z mariborsko kolesarsko mrežo gremo na več lokacij po mestu, kjer so razstavljene te moderne, sodobne umetnine, jih interpretiramo, hkrati pa kolesarji opozarjajo tudi na kakšne kolesarske posebnosti v našem mestu. Tukaj so potem naše modre urice, na katere vabimo starejše obiskovalke in obiskovalce, ki si želijo rednega srečevanja v galeriji, pridobivati novo znanje in izkušnje in seveda tudi poznanstva. Program temelji na sproščenem druženju, zopet seveda poudarek na tem, da smo neposredno med umetninami.
Modre urice potekajo od septembra do maja, 2-krat na mesec, ob torkih, ob 3 popoldan, torej ob 3 popoldan, ravno zaradi tega, kot je danes že bilo omenjeno pri prejšnji kolegici, da se ne dobivamo preveč pozno zvečer, ko je po zimi že tema, torej nekako ravno pred temo še lahko naši starejši in starejše udeleženke gredo še domov. Na modrih uricah se torej veliko pogovarjamo, delimo poglede na umetnost, tudi ustvarjamo, vključujemo tudi kakšno sodobno tehnologijo, ne samo kot ogled razstave, ki temelji na sodobni tehnologiji, ampak se tudi starejši učijo uporabljati, na primer na telefotografiji, mobitel tudi kot neko ustvarjalno orodje. Torej, moja izkušnja z starejšimi odraslimi je, da se na sodobno umetnost odzivajo pozitivno, morda najprej malce zaskrbljeno, ja, pa je to nekaj za nas, ampak potem, ko gredo skozi, pa vidijo, da lahko neke svoje bogate življenjske izkušnje s pridom uporabijo pri dialogu tudi z nekimi aktualnimi vsebinami sodobnih umetnikov in umetnic. Seveda pa jih navajamo tudi na to, da sodobna umetnost ni samo stvar gledanja, ampak da je potrebno vključiti tudi druga čutila. Sodelujemo tudi z domovi za starejše občane. Na teh fotografijah je srečanje v Umetnostni galeriji Maribor, ki so ga študentke Pedagoške fakultete v Maribor za likovno pedagogiko pripravile za starejše in občane in občanke v galeriji. Torej skupaj so šli skozi razstavo sodobne umetnosti, se pogovarjali. Moram povedati, da kar veliko so mlajšim imeli tukaj povedati ravno starejši, ko se jim je v umetninah sprožalo kar veliko nekih spominov in idej, ki so jih z veseljem delili z mladimi. Študentke so potem za njih tudi pripravile eno tako zelo enostavno delavnico, s pomočjo katere so še bolj poglobili vsebine, ki so jih pripravili na razstavi. Vsi starejši pa seveda ne morejo priti k nam v galerijo. V okviru našega programa Galerija na obisku starejše občane in občanke pri njih v domu obiščemo tudi mi. Letos smo zanje prvič izvedli virtualno vodstvo po razstavi, torej iz galerije. Po razstavi sem se oglasila jaz, pripravila kratko vodstvo. Moram povedati, da so se starejši odzvali zelo v redu, popolnoma neobremenjeno, so dvignili roko, če so me o razstavi želeli kaj vprašati in smo se nadaljavo tudi o umetninah pogovarjali. Tole vodstvo je bilo čisto kratko, približno 15-20 minut, toliko, da so lahko videli te naše prostore in kako umetnine funkcionirajo v nekem prostoru. Potem pa sta moji kolegici, asistentki umetnine še enkrat predstavili s kakovostnimi fotografijami in nadaljevali so z delavnico. Konkretno tukaj so starejše gospe, saj na fotografiji ni videti nobenega gospoda, pripravljali te svoje šivanice, ki smo jih potem vključili v te krpanke, ki so postale del razstave. Sedaj pa pripravljamo razstavo teh krpank tudi pri njih v njihovem prostoru. Skupine s posebnimi potrebami, tukaj imam fotografije predvsem z naših programov za slepe in slabovidne, seveda pa pripravljamo programe tudi za druge ranljive ciljne skupine, gibalno ovirane, intelektualno ovirane, tujce, brezposelne
Pri vsem tem programu pa je predvsem bistveno to, da mi kot zaposleni v galeriji pri pripravi tega programa zelo dobro sodelujemo z spremljevalci teh skupin, da nas informirajo o tem, kakšne so njihove posebnosti in na kakšen način se mi lahko na njihov obisk v galeriji ali tudi v javnem prostoru, kjer tudi pri nas v umetnostni galeriji si prizadevamo, da tudi to umetnost predstavljamo, torej da se na te programe dobro pripravimo. Za odrasle imamo tudi možnost včlanitve v klub UGM, torej to je članska izkaznica za zelo ugodno ceno, ki jo pa zdaj niti ne vem na pamet, mislim, da 10 ali 15 evrov. Za njo pa članice in člani dobijo brezplačen vstop v galerijo, popust pri raznih dejavnostih, pri nakupu publikacije in tako naprej. Zaključila bi pa z idejo, ki sem jo letos odkrila na mojem izobraževalnem obisku na Finskem, torej ena taka muzejska karta, ki za Fince in Finke velja za vse 300 muzejev po njihovi državi, torej tudi ena taka zelo simbolična cena, s katero imajo prosti vstop v vse njihove muzeje. In zaključim z tole mislijo, torej ljubezen v umetnosti ni ljubezen na prvi pogled. Hvala. Brigitta, hvala tebi, zares navdihujoče. Žal bomo tudi tukaj morali preskočiti vprašanja, bomo našli čas še ne drugega, vsi vabljeni na Kulturni bazar ali pa v sam UGM. In sedaj napovedujem predstavitev Nataše Gorenc iz Zavoda za kulturno dediščino Slovenije, ki nam bo predstavila dneve in tedne kulturne dediščine. Nataša, beseda je tvoja. Torej, prav lep pozdrav v mojem imenu in iskrena hvala za vabilo v to žlahtno družbo. Prihajam iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je odgovoren za varovanje nepremične kulturne dediščine, vendar s svojimi projekti povezujemo in nekako obravnavamo vse zvrsti kulturne dediščine. Torej, Dneve evropske kulturne dediščine koordinira več kot 15 let, zadnjih 10 let pa skupaj s kolegico Mileno Antonič iz območne enote Maribor teden kulturne dediščine. Ne bi se mogla bolj strinjati z uvodno mislijo, da sta kultura in učenje imeniten vseživljenjski par. Med našimi cilji imamo zapisano, naj vzgoja na področju kulturne dediščine in učenje o njej postaneta vzgoja za vse življenje. Zato bi vam rada danes predstavila, kako v praksi skupaj s tisoči zavzetih posameznikov uresničujemo navezo kulturne dediščine in vseživljenjskega učenja. Torej, delujemo skozi 3 projekte. Pred 2 tednoma smo zaključili 32. izvedbo Dneva evropske kulturne dediščine in 10. jubilejno izvedbo tedna kulturne dediščine. Ob zaključku leta pa zaključujemo tudi natečaj Mladi raziskovalci kulturne dediščine. Dnevi in teden sta vse slovenska praznika kulturne dediščine v mestih in vaseh, ki povezujeta muzeje, galerije, arhive in druge javne in zasebne zavode z področja dediščine, nevladne organizacije, vzgojno-izobraževalne zavode, turistične organizacije, lokalne in krajevne skupnosti. V okviru dnevov in tedna povezujemo tudi slovenski kulturni prostor onkraj meja naše države, na Tržaškem in v Porabju. Ustvarili smo skupnost, v kateri se vsi spoštujemo in podpiramo v naši ustvarjalnosti pri dejavnostih povezanih z ohranjanjem kulturne dediščine. V lokalnih okoljih spodbujamo spoznavanje dediščine na kraju samem, povezovanje strokovne in laične javnosti, sodelovanje ter medgeneracijsko povezovanje. Naše pomembne ciljne skupine so otroci, mladi in njihovi mentori, torej učitelji. Tem je namenjen teden kulturne dediščine. Projekta sta prerasla v pravo gibanje, saj vsako leto sodeluje 500 do 500 organizacij, v 2 jesenskih tednih pa se zvrsti tudi do 450 dogodkov vsako leto na drugo temo. Raznolikost sodelujočih organizacij in povezovanje med njimi
gotovo govorite o tem, da sta projekta res zaživela tako, kot smo si dolgo želeli. Zelo na kratko bom predstavila naše delovanje, ki je strukturirano in mislim, da lepo skrbimo za našo družino prijateljev Dneva in tedna kulturne dediščine, saj se pripravljamo z regionalnimi srečanji oziroma posveti, kjer predstavimo letno temo in izmenjamo različne prakse. Termini teh srečanj bodo znani še v decembru in zapisani na naši spletni strani. Ves čas smo v kontaktu s sodelujočimi organizatorji dogodkov in dejavnosti, uredimo, objavimo, razdelimo tiskani program in brezplačna promocijska gradiva. Dneve in teden kulturne dediščine začnemo s slavnostnim odprtjem, ki se navadno razvije kar celodnevni program dogodkov. Letos smo jo odprli na muzejski ploščadi Metelkova. Na koncu projekt vrednotimo z vprašalnikom in pa seveda, ker verjamemo v osebno komunikacijo za vse soustvarjalce Dneva in tedna, pripravimo tudi zaključno srečanje v istem kraju, kjer smo jih začeli. Vsakdo dobi besedo in če želi, predstavi svoje izkušnje. 23. novembra nas je gostil Mestni muzej Ljubljana v Tordeški palači. Ob zaključku vsi, ki to zapišejo v vprašalnik o vrednotenju projekta, dobijo tudi potrdila o sodelovanju, učitelji skladno z pravilnikom napredovanja. Torej, omenila sem natečaj Mladi raziskovalci kulturne dediščine, velja za skupine, ni nujno da šolske, torej vabljeni vsi mentorji otrok starih od 7 do 17 let. Lansko leto smo prvič se pridružili temu natečaju in imeli v obeh starostnih kategorijah zmagovalce. Prednost natečaja je v tem, da tako vsebinsko kot časovno sovpada z Dnevi in tednom kulturne dediščine in če dejavnosti dobro uskladimo, pomeni to le malo dodatnega dela. Tole je pomembna informacija za vse, ki iščete dodatna finančna sredstva. Razpis zgodbe Dneva evropske kulturne dediščine, ki vse od Evropskega leta kulturne dediščine 2018, razen v letu 2021, podeljuje nepovratna sredstva za 10 projektov, za vsakega po 10.000 evrov letno. Pogoj je, da ste v zadnjih 3 letih pripravili vsaj en TKD dogodek. Tudi na tem področju smo kot država zelo uspešni, saj smo vsako leto med dobitniki, letos celo 3. Razpis je odprt za vseh 50 držav, ki sodelujejo pri Dnevih evropske kulturne dediščine, to so podpisnice Evropske kulturne konvencije, v okviru katerih je na tisoče in tisoče aktivnih organizacij. Torej, v evropskem prostoru smo prepoznavni in spoštovani, tudi večje in bogatejše države se zgledujejo po naših aktivnostih. Vsako leto sodelujemo v svetovalnih skupinah in odborih. Lahko rečem, da je tema prihodnjega leta logično nadaljevanje letošnje teme, vztrajnostna dediščina. S to temo se pridružujemo širši evropski skupni temi Living Heritage, v dobesednem prevodu živa dediščina, vendar mi raje uporabljamo enoten izraz nesnovna kulturna dediščina, ki izhaja iz konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine. Ker pa smo to zvrst dediščine obravnavali že leta 2005, se bomo tokrat osredotočili na tiste kategorije nesnovne dediščine, ki po konvenciji vključujejo tradicionalne obrti, gospodarske veščine in tudi znanja in prakse o naravi in svetu. Izpostaviti želimo dejstvo, da redka in dragocena tradicionalna znanja, spretnosti, obrti in poklici izginjajo. Znano je tudi, da evropski projekti v zadnjem času podpirajo tisti del varovanja nesnovne dediščine, ki se osredotoča na njeno dokumentiranje. Zato smo pred velikim izzivom, saj nimamo vzpostavljenega sistemskega mehanizma, ki bi zagotavljal in omogočal prenos in pogoje za prenos znanja in veščin redkih nosilcev na mlajše generacije v tem času in prostoru. Tudi z našo celostno podobo smo skušali zajeti temo prihodnjega leta, torej pripričana sem, da ste prepoznali strukturo DNK, vzeli smo jo kot simbol, kot zapis naše
identitete, to, kar nas opredeljuje, kar nas definira in predstavlja kot edinstvene v tem globalnem svetu, kar nas razlikuje v velikem delilnem loncu mednarodnih in multinacionalnih blagovnih znamk. Tradicionalne veščine in znanja so zagotovo ključnega pomena. Ali se kdaj vprašam, koliko let bodo mojstri na voljo za obnovo in prenovo stare lesene hiše s slamnato streho ali na primer lične vile z jedkanimi steklenimi okni in stenami prekritimi s čipkasto štukaturo. Nenazadnje so potrebna leta in leta učenja in prakse za razliko med zgornjim levim in spodnjim levim lončenim predmetom. V Sloveniji je le malo mojstrov ročnega tradicionalnega lončarstva, ki še znajo izdelati pütro. To je tradicionalno ročno izdelana linena posoda. V nadaljevanju vam predstavljam le nekaj namigov, kje iskati informacije, ki so vam lahko v pomoč za raziskovanje ali pa kot vir navdiha. To nikakor naj ne deluje kot zgolj odkrivanje kulturne dediščine preko spleta. Torej, register nepremične kulturne dediščine obsega 30.000 enot in je v 2 oblikah prisoten na spletu, v njem pa ne najdete marsikaj zanimivega, ne le suhoparnih navedb odlokov varstvenih režimov dediščine. Torej, register nesnovne kulturne dediščine, ki je uradni register nesnovne kulturne dediščine, vodi ga Ministrstvo za kulturo in po zadnjih podatkih je vpisanih 107 enot in 293 nosilcev. Na iskano geslo gospodarska znanja in veščine se je izpisalo kar 42 enot. Potem so tukaj slovenski arhivi, muzeji, evropska in slovenska digitalna knjižnica ter regijski portal Kamra, spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. Vsebine Kamre so predstavljene zgodbe s spremnimi besedili in pripadajočimi digitaliziranimi objekti in metapodatki. Torej, na iskano geslo Obrt se je izpisalo kar 1107 rezultatov. Torej, dediščina je zares ključna za raznolikost našega skupnega življenja, naše identitete. Življenje z njo je vzrok za naša osebna in skupna veselja, da svojo družino, sosedi, z ljudmi, s katerimi sobivamo, ustvarjamo ob kateremkoli hobiju povezano s kulturno dediščino. S tem dediščina bogati naše medsebojne odnose, nova spoznanja ob spoznavanju kulturne dediščine bogatijo nas same. Zavedajmo se, da je prav vse pomembno, pa naj gre za postavljanje vaškega mlaja, pohod ob žici, gibanje bralna značka, klekljanje čipke, peko ajdovskega kaupa ali pritrkavanje ob žegnu. To, kar je že poudarila gospa Dušica Kunaver, vsi smo pravi ohranjevalci in soustvarjalci nove dediščine in prav to je največja dodana vrednost obeh pobud Dneva evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine. Torej, spodbujamo k aktivnemu odnosu do dediščine in temu, da prav vsak izrazi svoj način, interpretira, predstavi svoj pogled na kulturno dediščino. Dediščina naj se ohranja tam, kjer nastaja, med ljudmi. Naj bo to vabilo, da sprejmete izziv in stopite iz cone udobja, da začnete raziskovati, spoznavati, se učiti o neznanih področjih ali pa graditi na nečem že znanem in ustaljenem. Če imate željo in predvsem, če v sebi nosite ljubezen do kulturne dediščine, verjamem, da so možnosti tako rekoč brezmejne, vsaj izkušnje tako govorijo. Dovolila si bom izpostaviti primer, čeprav je to vedno težko, ker je zares veliko zelo dobro in kvalitetno narejenega. Na zaključnem srečanju smo slišali na primer besede gospe Natalije Planinc, ki je člani študijskih krožkov Andragoškega centra Slovenije še kako dobro poznate, da si je prav v 3. življenjskem obdobju zgradila novo, lepo kariero. Kot predsednica društva Ambot, ki pri Dneh evropske kulturne dediščine sodeluje nepretrgoma 19 let in vsakoletno temo dnevov povezuje z dejavnostmi v študijskih krožkih. Torej, dediščina je neusahljiv vir navdiha, sama pa lahko rečem,
če malo posplošeno se izrazim in pozabim na nepomembne malenkosti, da se vsak dan česa novega naučim, zato je moja služba veliko veselje in želim vam in vas vabim, da vas kulturna dediščina na svojih krilih ponese v prekrasne svetove. Torej, tule je še nekaj spletnih povezav, lahko pobrskate po našem arhivu, prireditev kot tudi utrinkov. Hvala za vašo pozornost in upam, da se nam pridružite. Nataša, najlepša hvala. Žal bomo skočili še v knjižnico, v hram, kjer nam bo predstavila, kaj vse po splošnih knjižnicah v Sloveniji, še posebej pa v Novem mestu počnejo. Z nami je Anja Rebolj iz knjižnice v Novem mestu, knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu. Takole, dobrodošli še v knjižnici. Spoštovane udeleženke in udeleženci, lepo pozdravljeni v imenu vseh splošnih knjižnic in pa še posebej v imenu knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. Hvala tudi vsem organizatorjem za povabilo in za tole izpeljani dogodek. Za začetek bi povedala, kako knjižničarji opredeljujemo svoje poslanstvo. Sicer na naslednji način, da s ponudbo knjižničnega gradiva in kulturnih in izobraževalnih ter prostočasnih dejavnosti in prireditev vplivamo na kakovost življenja. Spodbujamo in omogočamo vseživljenjsko učenje, raziskovanje, ustvarjalnost, druženje, sprostitev in aktivno preživljanje prostega časa. Z domoznansko dejavnostjo gradimo kulturno identiteto in pripadnost skupnosti. Z geografsko, prostorsko, virtualno in vsebinsko dostopnostjo smo na voljo vsem. Tega ambicioznega poslanstva se lotevamo z vso odgovornostjo. Da knjižnice so lokalno umeščene in hkrati povezane v strokovnem delovanju. To pomeni, da najdete istovrstne aktivnosti tudi v drugih knjižnicah po Sloveniji, vendar pa so te ukrojene po potrebah in razmerah okolja. Tale predstavitev se posveča tistemu delu knjižnične dejavnosti, ki nagovarja odrasle in še posebej starejše, katerim se v novomeški knjižnici največ posvečamo. Da pa najprej umestimo še malo bolj naše delovanje. Torej, knjižnice smo spletene v mrežo knjižnic. Najprej so tukaj matične knjižnice, osrednje knjižnice in pa osrednje območne knjižnice, ki imajo svoje enote oziroma krajevne knjižnice. Potem so tu še potujoče knjižnice oziroma postajališča bibliobusov. Vse to tvori skupno 1085 mest za knjižnično dejavnost v Sloveniji. Gre takole. Torej, na območju 212 slovenskih občin deluje 58 splošnih knjižnic, na 273 lokacijah knjižnic in s 13 bibliobusi. In zraven torej še te premične zbirke, pridemo do številke 1085. Veliko pozornost v knjižnicah namenjamo samemu prostoru in dostopnosti. To je torej posebej uporabnikom z oviranostmi, kot so klančine, slušna zanka, potem opremi, računalniki, tiskalniki in razne lupe za branje, bralniki, bralna ravnila, bralna očala, slušalke in seveda gradivo. To se nahaja v različnih formatih, od klasičnega tiskanega, pri čemer izpostavljamo knjige s povečanim tiskom, namenjene tistim, ki slabše vidijo. Avtoriteta za knjižnice na tem področju je koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika. V Novem mestu se tako recimo nahaja kotiček za slepe in slabovidne. Med temi je torej veliko starejših. Njim so na voljo pripomočki, ki pač omogočajo in olajšajo branje in tudi komunikacijo. Tako je recimo na voljo namizna luč, za osvetlitev besedila z torej homogeno in usmerjeno svetlobo. Potem elektronska povečevalna lupa, ki omogoča enostavno branje knjige ali časopisa, in pa tablica Filif, ki s pomočjo vibracij, zvoka in glasu omogoča predvajanje veččutne vsebine. V vseh knjižnicah so tudi na voljo elektronske knjige
in slušne knjige, ki so še posebej primerne za tiste, ki imajo težave z vidom ali pa držanje gradiva v roki. Pri nabavi gradiva sledimo kriterijem kakovosti, posebno skrb pa namenjamo tudi domozdanskemu gradivu, saj je zgodovina lokalnega okolja odraslim in starejšim še posebej ljuba tematika. Za vse, ki iz kakršnega koli razloga ne morete oziroma ne morejo v knjižnico, jih obiščemo. V domu starejših občanov, v bolnišnici, z gradivom ali bralnimi uricami. Ali pa nudimo dostavo gradiva na dom. Tako v novomeški knjižnici sodelujemo s kolesarji prostovoljci iz novomeške kolesarske mreže. To je že od leta 2018, torej izvajamo storitev Bi-knjigo na biciklu. Namenjena je predvsem starejšim in gibalno oviranim. V času epidemije smo to storitev razširili na vse, ki jo potrebujejo in bivajo na območju 8 krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto, kjer poteka ta dostava knjig. Član lahko naroči do 3 enote oziroma 3 knjige, kolesar pa jo brezplačno dostavi na dom vsak torek in četrtek. Tale prostovoljac je Gorazd in pravi: s knjigo na biciklu pridobimo vsi. Knjižnica zadovoljnega uporabnika, uporabnik željeno knjigo, dostavljalec pa uporabnikovo iskreno iskrico hvaležnosti v očeh in kondicijo. Poleg fizičnega gradiva pa knjižnica ponujamo tudi vsebine in gradivo dostopno na spletu. To je postalo predvsem pomembno v epidemičnih razmerah in tako vam od doma omogočamo, da se celo vpišete v knjižnico, da poiščete gradivo, ki si ga želite, ga rezervirate oziroma tisto, ki ga imate doma, ga podaljšate. Poleg tega nudimo spletne vire, kot so razne serijske publikacije, enciklopedije, potem so tudi spletna mesta knjižnic, vir gradiva in informacij in pomembnih vsebin, saj ima vsaka knjižnica že skoraj tudi svoj YouTube kanal. Poleg tega pa knjižnice soustvarjajo portale. Enega od teh smo že spoznali, to je Kamra. Torej, tu najdete zgodbe o lokalnem okolju in njegovi zgodovini. Knjižnici temu rečemo domozdanske vsebine, obogatene s fotografijami. En del te Kamre je album Slovenije, ki omogoča uporabnikom portala objavo in deljenje svojih osebnih spominov. Poleg tega knjižnice povabijo k sodelovanju. Recimo v natečaju, tako to naredi Mestna knjižnica Ljubljana, z zgodbami mojega kraja. Potem recimo knjižnice Dolenjske, Bele krajine in Posavja izvajamo Zbiramo spomine. Torej zbiramo fotografije, predmete, zgodbe na določeno temo, pomembno za naše lokalno okolje. Vse zbrano nato objavimo in je na voljo vsem, ki jih pač zanima življenje nekoč, ki morda iščejo podatke o prednikih ali zgodovini določenega društva ali pa kraja. Naslednji portal, ki ga knjižnica soustvarjamo, so obrazi slovenskih pokrajin, ki tudi deloma obravnava to domoznansko tematiko. Gre za spletni biografski leksikon znanih osebnosti. Vključuje biografije osebnosti, ki so bile ali rojene v posamezni pokrajini ali v zamejstvu po svetu, ki pa so s svojim delom na kateremkoli področju pomembno zaznamovale svoje okolje. Nadalje je tu portal Dobre knjige. Ta spletna stran je namenjena vsem, ki v množici literature iščete nekaj zase. Vsebuje namreč neodvisna priporočila dobrih knjig, ki jo soustvarimo s strokovnjaki in pa z bralci. Potem je tu še spletna stran, nad katero pa drži roko Nacionalna knjižnica, torej gre za digitalno knjižnico Slovenije, to pa najdete digitalizirano gradivo od knjig, revij, rokopisov, slik, glasbe in zemljevidov. Do vseh omenjenih spletnih strani lahko dostopite že omenjene spletne strani knjižnice.si ali pa s spletne strani vam najbližje knjižnice. Hkrati ste vsi lepo vabljeni k sooblikovanju vsebin teh naštetih portalov. Tako, zdaj ta del je bil nekako bolj namenjen gradivu, ker namreč izposoja gradiva je tista najbolj prepoznana in uporabljena storitev knjižnic.
skupaj s svetovanjem oziroma pomočjo pri iskanju gradiva. Vendar pa knjižnice veliko energije usmerjajo v izvajanje kakovostnih programov, ki jih oblikujemo na podlagi potreb in interesov v lokalnem okolju. Če se torej zdaj osredotočimo res samo na starejše, so ti programi predvsem dogodki, kot so predavanja, razstave, tematski kotički, izobraževanja, vse to z področja ali sodobnih tehnologij, to je stvar bolj potreb, in na to zanimanja, kot so kulture, umetnosti, ustvarjanja in pa tudi medgeneracijskega povezovanja, kar je bilo danes že večkrat izpostavljeno. En tak primer je zelo dobro sprejet tradicionalni Trdinov literarni pohod. Organiziramo ga v sodelovanju z lokalnimi planinskim oziroma pohodniškim društvom in mestno knjižnico Ivan Goran Kovačič iz Karlovca. Vsako leto se peš podamo po sledeh slovenskega etnografa, pisatelja in zgodovinarja Janeza Trdine, avtorja bajk in povesti o Gorjancih, in pri tem na postojankah spoznavamo literarna, glasbena in kulinarična lokalna dela. Pohoda se vsako leto udeleži množica pohodnikov vseh generacij. Potem so tu še ostali projekti drugih knjižnic. Gre za recimo projekt, ki ga občinska knjižnica Jesenice izvaja skupaj z Gornjesavskim muzejem Jesenice, v projektu torej Ljudske univerze Jesenice z naslovom Kako so včasih živeli. V okviru tega projekta že od leta 2006 zbirajo spomine v lokalnih skupnosti in jih potem objavijo v publikacijah. Medgeneracijski programi so tudi tisti, ki spodbujajo branje v družini. Mestna knjižnica Kranj je oblikovala družinsko branje, ki poteka vsako leto in traja 1 leto ter temelji na branju odraslih, torej staršev in starih staršev, otrokom. Gre za neko vrsto medgeneracijske bralne značke, ki z branjem otrokovi starosti primernih knjig pripelje do nagrade. Branje otrokom ima v našem okolju, verjetno tudi v drugih okoljih, dolgo tradicijo in so že dobro raziskane in prepoznane, torej dobrobiti na otrokov razvoj. Poleg tega pa branje odraslih otrokom tudi dobro vpliva na sam odnos med poslušalcem in bralcem. Knjižnice se vedno bolj ukvarjajo tudi s skrbjo za okolje, kar blagodejno vpliva tako na uporabnike kot na zaposlene. Bodisi s knjižnico semen, kjer si lahko izposodite domača semena in jih naslednje leto, po seveda uspešni letini, vrnete v knjižnico. Prvo takšno knjižnico pri nas so vzpostavili v goriški knjižnici Franceta Bevka, do danes pa jo posvojilo še 9 drugih knjižnic, tudi v Novem mestu jo imamo. Spet druge knjižnice se označujejo kot zelene, recimo knjižnica Ksavra Meška Ormož, ki poleg okoljsko odgovorne stavbe ponuja tudi negovano zeleno okolico. Naslednja aktivnost, ki spodbuja k druženju in branju, so bralni klubi. To so skupine bralcev, ki se na srečanju, ki ga moderira knjižničar, pogovarjajo o prebranem delu, njegovem avtorju oziroma avtorici in sobesedilu. V času epidemije so vzniknili tudi spletni bralni klubi. Knjižnice vsako leto izvajajo, bodisi vsaka posebej, kot je to v Novem mestu, ali pa skupaj v sodelovanju, bralno značko. Tako imamo tole primer Posavci beremo skupaj, potem imamo tudi Primorci beremo in gre za kuriran nabor branja, bodisi na določeno temo, ali pa gre za avtorje, torej dela slovenskih avtorjev. Vse bralne značke so letni cikli, ki se zaključijo s slovesnostjo in majhno pozornostjo. Tako v primeru bralnih klubov, kot bralnih značk, knjižničarji ponudijo torej kakovostno branje. Teh tako imenovanih bralnih seznamov se radi poslužujejo tudi tisti člani knjižnic, ki se v teh aktivnostih ne želijo udejstvovati, želijo pa brati dobre knjige. V petek popoldan je bila na sporedu
na televiziji Sloveniji oddaja Ahta leta z naslovom Branje za življenje. Vabim vas, da skupaj prisluhnemo prispevku, ki je bil posnet v Mestni knjižnici Grosuplje in knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. Po temle prispevku bi samo opozorila še razliko med uporabniki in člani. Torej, knjižnica pomeni prostor, v katerega lahko vsak prosto vstopi, brez nalagodja, kot je to morda v bolnišnico ali na upravno enoto, in brez omejitev, ni vstopnine. Pomeni prijeten in varen, po eni strani intimen, po drugi družaben prostor. V splošnih knjižnicah namreč lahko brezplačno obiskujete prireditve, se udeležujete izobraževanj, prebirate knjige, časopise in revije ter uporabljate njeno opremo. Če pa si želite karkoli od tega izposoditi na dom ali uporabljati elektronske baze, potem pa se morate v knjižnico včlaniti. Upokojeni lahko uveljavljajo znižano članarino, knjižnice pa občasno ob posebnih priložnostih nudijo tudi brezplačen vpis. Zdaj pa res zadnji, zaključni del. Tu bi pa rada predstavila sveže projekte, ki potekajo v naši knjižnici in so namenjeni starejšim. Raziskave kažejo, da se starejši srečujejo torej s pomanjkanjem znanja pri uporabi sodobne tehnologije. Zato smo oblikovali SOS točko, torej točko, ki je namenjena, da skupaj osvojimo svet, da pomagamo in svetujemo pri uporabi spleta. Je za storitev, ki jo nudimo ves čas odprtosti knjižnice. Gre za osebno pomoč pri namestitvi in uporabi vse prej naštetih spletnih storitev, ki jih nudijo knjižnice. Poleg tega še e-pošta, potem vse ostale danes zelo aktualne, torej e-uprava, e-davki, e-zdravje. V sklopu te SOS točke smo si omislili tudi digitalne torke, to pa so skupinske delavnice o uporabi spletne tehnologije na izbrano temo. Torej, to temo določajo uporabniki. Ker se zavedamo, da novosti porajajo občutke negotovosti in pomanjkanja varnosti, s tema dvema oblikama omogočamo uporabnikom, da izberejo tisto, ki jim je najbolj blizu, torej ali osebno svetovanje ali skupinska delavnica. Drugi projekt izvajamo z Domom starejših občanov Novo mesto, in sicer smo jim zagotovili bralnike in pa zvočne knjige. Oboje predstavili delovnim terapevtom. Ti jih sedaj uporabljajo pri svojem delu s sostanovalci, bodisi med bralnim krožkom ali kakšnih drugih dejavnostih, ali posamično v sobah stanovalcev po njihovi, torej strokovni presoji glede na psihofizično stanje stanovalcev. Na ta način smo zaposleni ponudili nove načine dela, slednjim, torej so stanovalci, slednjim pa višjo kakovost bivanja. Nekateri se celo naučijo novih veščin, torej kako rokovati s temi napravami, vsi pa uživajo v prednostih spoznavanja vsebin po nekih novih, morda lažjih poteh. Poleg tega izvajamo bralni klub za stanovalce z demenco, pri katerem moderatorka izvaja bralni pogovor s pomočjo senzorično bogatega programa, recimo z vonjem po materini dušici, s piškoti, z branjem starejših, bolj poznanih del, s petjem ljudskih pesmi in jih na ta način nagovarja in torej spodbuja k sodelovanju. In potem še tretji projekt so pa Zoom srečanja z omrežjem e-seniori. Gre za neformalno obliko aktivnosti, katera namen je izmenjava izkušenj, povezovanje, seznanjanje z dogajanjem in stanjem položaja starejših v družbi. Po eni strani lahko knjižnice predstavimo svoje delovanje in jih povabimo, po drugi strani pa starejši nam ponudijo svoje videnje na stvari in tudi nam sporočajo svoje potrebe. Na osnovi raziskav, izobraževanj ter opisanih pilotnih projektov in njihovih evalvacij se vrnemo na začetek. Torej nastanejo ključni dokumenti, smernice, standardi, kompetenčni modeli in nabori dobrih praks, ki so osnova za implementacijo novih aktivnosti, programov in storitev tudi v drugih knjižnicah. Tako da tudi to bo na voljo v ostalih knjižnicah. Toplo vabljeni v vam najbližjo knjižnico. In hvala za pozornost. Hvala, Anja, tudi vam.
za krasen prispevek. Zvonka, zdaj bom predala besedo tebi, ker zagotovo smo vsi utrujeni in mislim, da bomo razpravljali raje ob naslednjem forumu o kulturi, ki ga boste pripravili na področju kulture, ali pa se bomo srečali na kakšnem kulturnem bazarju oziroma strokovnem usposabljanju. Seveda pa tudi v kulturnih ustanovah na številnih prireditvah. Hvala. Hvala lepa, Nataša, in hvala vsem danes nastopajočim. Ja, skupaj smo si dovolili, da se potopimo v ta brezmejni svet kulture, ustvarjalnosti, učenja in seveda se je malce prelilo čez tisto začrtano uro, kar pol ure čez, ampak nič hudega. Kdor si bo ogledal posnetek za nazaj, nekateri so nas že zapustili, bo lahko pogledal tudi tole zadnje. Imam pa nekaj stvari, o katerih bi vas želela obvestiti. Jutri namreč je na platformi Epale evropska spletna razprava o kreativnosti in kulturi in danes smo slišali tako veliko dobrega in zanimivega, da bi bilo to vredno predstaviti tudi v spletni razpravi. Tukaj v klepetalnici je kolegica Nevenka, ki dela za to platformo pri nas na Andragoškem centru, napisala povezavo. Razprava bo potekala v angleškem jeziku, ampak resnično vaši prispevki so zelo, zelo dobrodošli. Gre za prispevek ustvarjalnosti in kulture k socialni koheziji. Potem bi rada povedala, kar si ti že malce napeljala, naslednji forumi v naslednjem letu še 4, in sicer na temo državljanstva oziroma demokracije, finančne pismenosti, medijske pismenosti in pa zelo zanimive spretnosti za življenje, emocionalna spretnost, medosebni odnosi. To bo dober forum, pa vsi drugi 3 tudi. Vse te teme ne bomo obravnavali samo na forumih, ampak tudi na naši platformi Kampo znanje, ki jo želimo obogatiti z temi vsebinami. Za vsem, kar se je dogajalo v forumih, pa tudi številnimi publikacijami, platformami, ki so bile danes omenjene, pa tudi na prejšnjih in prihodnjih forumih, tako da o tem vas bomo še obvestili, predvsem pa vas povabimo na to platformo. Kolegica Erika, ki jo vodi, je že napisala tudi povezavo. Čisto za konec, pa še čisto nekaj minut. Želeli bi vam ponovno predvajati himno vseživljenjskemu učenju. Njen naslov je Moč in radost, izvajalec je Zlatko. Zdaj si spet upamo tole himno zavrteti bučno in naj vas pospremi v en lep večer, naj zaključita to odlično izmenjavo krasnih praks, pogledov, modrosti. Mislim, da se je zunaj znočilo, tukaj pri nas pa se je zasvetilo veliko iskric, ki jih bomo še povezovali in naredili še naprej kaj lepega z vašo pomočjo. Prisrčna hvala in prisluhnite še tem Zlatkovim besedam in zvoku. Vse dobro vam želimo. Učenje daje mi radost, učenje veča mojo moč, novo znanje mi odpira novo pot, življenje je učitelj, pusti naj te vod. Ko pride mračna noč, znanje je naša luč, nauč se novih stvari, preden se dan zaključ. Drž se dobrih ljudi, deli dobre stvari, proklet naj bo dan, v katerem se ne naučim nekaj novega, ker le nova je past. Novo spoznanje ti poveča osebno rast, razgledanost nam branje povečuje, naše življenje radovednost podaljšuje. Več znaš, več veljaš, več daš, ko se več naučiš, možnosti več imaš. Manj lenobe, rabimo več zvestobe, vsem nam znanje daje več svobode. Učenje daje mi radost, učenje veča mojo moč, novo znanje mi odpira novo pot, življenje je učitelj, pusti naj te vod. Zato ne nor, drž glavo gor, izkušenj in znanja nikoli ni dovolj. Zato ne nor, drž glavo gor, izkušenj in znanja nikoli ni dovolj.
Znanjem si ne dovoliš, da si modern služen. Povečji produktivnost, povečjo bo zaslužek. Življenje ni dopust, počitnice poletje. Učilence so izkušnje za boljše preživetje. Lažje obstati v zavetju znanja. Vzeti si čas zase, ko delo te razganja. Sliko uspeha vidijo, ne vidijo, ker se trudimo. Zlate izkušnje, skoraj reše miroljubno. Odrešen jeze, delo je spodbudno. Nekaj naredim zase, nekaj za skupnost. Po jutru dan pozna se, bodi ponosen nase. Človek, ki se uči, živi za boljše čase. Zapri oči, poglej, kje se hočeš videti. Nikoli ni prepozen, sposoben tja si prideti. Ostan priden, ne izgubi volje. Modrost življenja je večja kot vesolje. Učenje daje mi radost, učenje veča moja moč. Novo znanje mi odpira novo pot. Življenje je učitelj, pusti naj te vod. Zato ne nor, drž glavo gor. Izkušenj in znanja nikoli ni dovolj. Zato ne nor, drž glavo gor. Izkušenj in znanja nikoli ni dovolj. Ja, moč in radost kulture, učenja, ustvarjanja. Lahko noč.